Zdaj, ko govoriš o spremembah in prej so govorili o hipnozi, se ljudje hipnoze bojijo, ker imajo strah, da bo nekdo drug z njimi manipuliral. Ali pa so videli po televiziji, kako nekdo hipnotizira in potem tam plešejo kot neke kokoške, pa ne vem, kaj počnejo. Ne? Kako ljudi prepričati, da je hipnoza nekaj, kar se dogaja vsak dan v njihovem življenju? Ne boš verjel, da jaz skozi razmišljam, kako bi preimenovali to hipnozo, ki zdravi v nekaj drugega. Ker to nima nič veze z uno hipnozo in ni fair, da ima tako ime in so ljudje nezaupljivi. Tudi jaz sem bila nezaupljiva, priznam. Ampak sreč moj ego ni bil toliko visok, da ne bi sprobala, ker jaz vse sprobam. In sem vesela, da sem sprobala in od takrat še bolj razmišljam, kako bi na drug način to imenovali. In mogoče vsak zdaj, ki posluša, mogoče to kot izziv. Najdimo drug izraz za to hipnozo. Mislim, da je to. In je škoda, da je toliko nezaupanja v to hipnozo, ker nima veze z uno hipnozo. To je samo en zelo prefinjen dostop klienta do sedanjega trenutka, kjer se dejansko lahko zgodi healing. In da se to imenuje hipnoza, katuna hipnoza, ki tam skačejo pa nekaj, to se mi zdi nefer. Čistko. Okay. Bomo našli skupaj neko dobro ime? Nekako. Boljše ime?